pa hvala za udeležbo. To tiskovno konferenco smo v Slovenski demokratski stranki sklicali z namenom, da vam predstavimo vzroke in pa tudi razloge, zakaj smo v proceduro Državnega zbora vložili predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z nezakonitim posedovanjem ubojnih sredstev v posesti nekdanjih pripadnikov službe državne varnosti. Vemo, da se je v zadnjih mesecih, v zadnjem letu zvrstilo kar nekaj terorističnih napadov. Vedno potem pride vprašanje, kako so ti ljudje sploh prišli do orožja, in kadarkoli pridemo do vprašanja takšnih napadov, lahko pod črto potegnemo nekaj. Ti napadi se ne zgodijo z legalnim orožjem, ampak so vse to napadi z ilegalnim orožjem. Ne samo teroristični napadi, ampak tudi številni strelski obračuni. Zakaj to izpostavljam? Zaradi tega, ker je bilo v preteklih mesecih tudi z inštitucije, kot je Evropska komisija, da ne govorim tudi s strani nekaterih organov pregona, večkrat zaslediti neke teze, da je potrebno drugače urediti zakonodajo, ki omogoča oziroma dovoljuje posest orožja. In zopet tukaj streljamo v prazno, kajti države se očitno mislijo lotevati urejanja zakonodaje na področju tistih, ki posedujejo orožje legalno, ne pa tistih, ki posedujejo orožje na ilegalen način. Tisti, ki orožje posedujejo legalno, morajo pri nas biti bodisi življenjsko ogroženi, bodisi morajo biti člani Lovske zveze Slovenije, Strelske zveze Slovenije ali kakšne druge organizacije, morajo imeti narejen test rokovanja z orožjem, morajo imeti ustrezna zdravniška potrdila. Skratka, zakonodaja je tukaj striktno določena in tudi organi pregona to striktno nadzorujejo. Ko pa pridemo do vprašanja ilegalnega orožja, pa vidimo, da vlada nekako nima vzvodov, niti nima volje, da bi se na tem področju kaj naredilo. Zadnji tak primer je bil primer streljanja v Izoli, ko je bivši pripadnik službe državne varnosti, njegovo ime je na seznamu bivših uslužbencev, ki je bil od leta 1981 naprej v rezervni sestavi policije, ubil dva človeka, zdravnika, policista, nato pa sodil še sebi. Vse to je naredil s pištolo Crvena zastava, ki pa je imela izbrisano cip-kodo. Ta cip-koda je na vsakem orožju, vsak, ki kupi orožje, mora iti z orožjem na upravno enoto, kjer odčitajo to cip-kodo. Tisti pa, ki na ilegalen način posedujejo to orožje, pa pogosto teh označb ni. Prav tako je policija razkrila, da je bil ta morilec že v zaporu in je v preteklosti dvakrat oborožen oropal poštno poslovalnico. In tukaj pa lahko pridemo na bistveno vprašanje, kako je možno, da je ta človek imel pri sebi orožje. Za odgovor za to pa kaj kmalu najdemo tudi pri Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, saj smo to že večkrat tudi na javnih sejah v tem mandatu obravnavali. Komisija je ugotovila, da je bila, da je bila uničena vsa dokumentacija. Kot vemo, je bivša služba državne varnosti v preteklosti kupovala raznorazna ubojna sredstva za likvidacije in ta sredstva niso bila ob osamosvojitvi oziroma še prej, maja leta 1990, ko je prisegla Demosova vlada, nikoli predana. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je tako Sovo kot policijo zaprosila, če jim lahko posreduje dokumentacijo oziroma odgovor, ali so bila ta sredstva predana, glede na to, da smo na komisiji ugotovili, da je bila uničena vsa dokumentacija iz leta 1990 in 1991. No in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je v dopisu z dne 8. aprila odgovorila, da podatkov o primopredaji teh ubojnih sredstev nima. Policija pa je v dopisu z dne 8. aprila odgovorila, da je že pregledala velik del dokumentacije v arhivu in ugotovila, da ne obstajajo kakršnikoli dokazi o primopredaji ubojnih sredstev, ter tudi, da sredstva niso bila predana takratnim organom za notranje zadeve. Torej, služba državne varnosti, oziroma po domače rečeno UDBA, je izdelala številne dokumentacije in naročala izgradnjo depojev, naročala je številne
nakupe orožij in pa da se ta orožja potem shranijo v te depoje. Kljub temu, da obstaja dokumentacija, publicist Roman Leljak nam jo je predstavil na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, tako policija kot tudi Sova ne naredita nič na tem področju. In glede na to, da je bil Darko Gregorič, ki je umoril zdravnika in policista, tudi bivši pripadnik SDV-ja, se poraja vprašanje in lahko trdimo, da je verjetno šlo za orožje, ravno orožje bivše službe državne varnosti. Da je problem še toliko večji, je to, da gre tukaj za orožje, ki je bilo v državni lasti. To se pravi, služba državne varnosti, ki je posedovala to orožje, je nek način posedovala državno orožje. In vsaj toliko bi pričakovali od vlade in organov pregona, da tiste, ki so podpisani pod te dokumente, kjer izrecno podpisuje, naročam, odredujem, da se naroči to pa to pa to. In je seznam naštet in je nekdo spodaj podpisan. Gre za bivšega uslužbenca, recimo SDV-ja, da ga policija vpraša, kako je s tem. Policija teh postopkov ne vodi, policija pravi, da pač ti dokumenti niso ne vem kaj, da niso nek pokazatelj, da na podlagi tega ne morajo začeti nekih postopkov, tako so govorili policisti na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, pa kljub temu gre za uradne dokumente, neke službe, na podlagi katerih lahko sklepamo, da je to orožje bilo kupljeno, da je verjetno bil zgrajen marsikakšen depo, številni tisti, ki se s tem ukvarjajo, temu tudi pritrjujejo, vendar pa naša policija niti toliko ni, da bi šla pogledat, ali ta ubojna sredstva, ki niso bila predana, obstajajo, kje so, kdo jih ima in pa seveda, da se jih zaseže. Govoriti, kako se po balkanski poti kupuje in pa tihotapi orožje, hkrati pa, ko imaš na tisoče kosov strelnega in drugega orožja doma med ilegalno posestjo, je seveda nesmiselno. Po drugi strani pa, ko ti policija oziroma ko ti vlada Republike Slovenije odgovori, da na Sovi trenutno še je zaposlenih približno 23% bivših pripadnikov službe državne varnosti in pa ko pogledate priimke, recimo lahko tudi vodstva policije in ko pogledate kakšno knjigo, kakšen seznam priimkov, vam je marsikakšna stvar jasna. Zaradi vsega tega naštetega, to se pravi, da imamo sum, dokaze, da obstajajo ta sredstva, da so bila kupljena, ne vemo pa, kje so, da obstajajo dokumenti, kje so bili zgrajeni te depoji, nimamo pa nikogar, ki bi šel tja pogledat po uradni dolžnosti. Slovenska demokratska stranka predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednja priporočila. Državni zbor priporoča vladi, da nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili odkritje kemičnih in drugih ubojnih sredstev za množično in tajno likvidacijo, s katerimi je dokazano razpolagala služba državne varnosti in ki ob spremembi režima maja 1990 niso bila predana demokratično izvoljeni vladi ali pristojnim organom v sestavi, niti niso bila komisijsko uničena. Vlada Republike Slovenije naj nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe, da se bo preprečila splošna nevarnost, ki jo predstavlja ilegalna posest večje količine sredstev za množične in tajne umore. In pa Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da nemudoma sprejme ukrepe, s katerimi bo dosegla, da se razreši osebe, ki so v policiji in drugih državnih organih odgovorne, da se obstoj teh ubojnih sredstev ob prvih opozorilih ni preiskal in se ta sredstva in ali osebe, ki so ali še vedno z njimi razpolagajo, niso odkrile. In pa samo še v pomoč policiji, če ne vejo, kako se tega lotiti, v arhivu so dokumenti, dokumenti so tudi objavljeni v različnih knjigah, te dokumente so pogleda se, kdo je bil pod njimi podpisan, gre se do njega in se ga vpraša, ali je bilo to kupljeno, kam ste dali. Prav tako obstajajo dokumenti, kjer so napisane praktično hišne številke, kje se je gradilo te depoje, od policije pričakujemo, da gre na ta naslov in da preveri, ali je tam depo, ali je tam skladišče, ali je tam orožje, ali ni.